Spoštovani gledalci in gledalke, lepo pozdravljeni iz vsebine oddaje. Na Mosu v Celju tudi letos podjetja z Bistriškega. Hervisov turnir v ulični košarki. Srečanje Združenja borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica. Petkov utrip mobilnosti v klubu študentov Slovenska Bistrica. 49. krajevni praznik krajevne skupnosti Pragersko Gaj. 15. krajevni praznik na Črešnjevcu. Sejem starodobnikov, delov in opreme. Na Črešnjevcu letos tudi bici vlak. Odprtje dograjenega dela doma starejših v Slovenski Bistrici. Razstava Hane Nekrep, Kalček srca. V centru Metul o varnejših domačih poteh. O novinarstvu, demokraciji in duševnem zdravju. 18. redna seja občinskega sveta občine Slovenska Bistrica. Drugi kolesarski skok na Tri kralje. Od 17. do 21. septembra v Celju poteka 57. mednarodni obrtni sejem. Na sejmu tudi letos razstavljajo podjetniki iz občine Slovenska Bistrica. Kot poudarjajo, je kljub številnim možnostim oglaševanja na spletu za njih osebni stik s strankami še vedno zelo pomemben. Ja, osebni stik se mi zdi zelo pomemben, saj lahko našim strankam predstavimo v bistvu, kaj ponujamo, lahko jim predstavimo na licu mesta naše prednosti, tudi slabosti, tako da se mi zdi, da je to zelo pomembno. Vsekakor lahko pride stranka si sem pogledati, pa nas živo spoznati, pa vidi naše izdelke živo, kolikor imamo izdelek razstavljen, nekaj na fotografijah seveda, pa na drugih medijih. Ja, prvi stik je, bom rekel, tu na sejmu še vedno tisti pristen, pravi in je dober začetek. Ravno zaradi tega, ker je vse toliko enostavno dostopno, da ljudje tudi vidijo, kdo stoji za stvarmi, kakšni so produkti, pa zakaj izbrati ravno nas na neki točki, no, da vseeno je tisti osebni kontakt, tisto, kar gradi pol to zaupanje, pa dobro baza strank. Tudi zelo nam je všeč, da pridejo ljudje, ki so nas videli prejšnja leta, so nabavili naš rastlinjak pa našo robo in nam dajo tisti pozitivni feedback in informacije, da zadeve super uspevajo in koliko so zadovoljni z stvarmi. Hkrati pa tudi ogromno novih ljudi, ki se obrne, preveri, kak zadeva stoji in tudi vidijo, da je to profi zadeva, ki pa dejansko jo lahko imajo doma na vrtu. Večina ljudi za take stvari, ki jih imaš malo bolj trajno, še hoče z rokami pogledati, ne samo na nekem ekrančku. Kakšen je zaenkrat obisk? Ja, obisk začetek sejma je vedno prvi dan, je bolj mali obisk, ampak očitno bo nekaj od tega. Torej, glede na izkušnje izpred prejšnjih let, sklenete kakšne posle? Ja, že zdaj, ko je dejansko bil slab obisk, prvi dan je že nekaj efekta, upam pa, da bo do konca sorazmerno večji efekt. Ja, mi že izhajamo iz takšnega poklica, da brez stika s strankami našega dela niti ni možno upravljati. Zagotovo je tisti osebni stik bil in bo še vedno ostal tisti pristen pristop drug do drugega. Če hočeš uspevati v turizmu, v gostinstvu, v teh poklicih, je po mojem prepričanju zelo pomemben osebni stik. Danes je sicer veliko srednješolcev, pričakuje se vikend in takrat je tudi obisk še večji. Celjski sejem ima svoj primat, je velika blagovna znamka in če nisi na celjskem sejmu, potem te skoraj da ni. Bistriškim podjetnikom pri organizaciji v sodelovanju z občino Slovenska Bistrica in območno obrtno podjetniško zbornico Slovenska Bistrica znova pomaga RIC Slovenska Bistrica. Najprej se RIC-u zahvaljujem, da nam je to omogočil, da lahko sodelujemo na tem sejmu. V bistvu zahvaljujem se, ker nam je omogočil ta prostor. Bi bilo pa mogoče tudi dobro, da bi bil kakšen sejem še mogoče kje v naši bližini, v Slovenski Bistrici, da nas še lokalna skupnost malo bolj spozna, pa mogoče, da gremo še na kakšne druge sejme s vami. Mi smo vsako leto zadovoljni, tudi se ti zdi, da stranka potencialno ne pristopi do tebe, pa lahko čez leta, ko se loti nekdo gradnje, te pokliče. Tako da to sploh ni nujno, da stoji na štantu.
lahko daleč opazuje, pa pride pol okoli in tako naprej. Se mi zdi, da bi čim bolj lahko tole podpirali, da v bistvu nekako podpiramo tudi slovenske produkte, to, kar imamo ljudje tukaj za ponuditi, kar dejansko lahko pripeljemo pol v naše domove, pa se pravi, vemo, kdo za tem stoji, vemo, kje se to dela, pa kje se to proizvaja. Nimam nekih pripomb ali pa nekih, da bi zmogli kaj ekstra izboljševati. Mislim, da je čisto zadovoljivo. Jaz mislim, da ni najboljše, da se pač na Celjskem sejmu z turističnega področja pojavljamo samo mi iz Treh kraljev. Morda bi bilo zelo pametno razmisliti, da se Zavod za kulturo predstavi z vsemi dejavnostmi, ki jih imamo. Imamo veliko aktivov kmečkih težna, imamo turistično zvezo, imamo še kaj. Treba je pač bilo zagotoviti sredstva za malo večji razstavni prostor in verjamem, da bi se rezultati kmalu pokazali. Na Žolgarjevi ulici pri trgovskem centru v Slovenski Bistrici je pretekli petek potekal Hervisov turnir v ulični košarki. Organizatorji so turnir izvedli v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Streljamo na gol, igramo ulično košarko, se vozimo z električnimi kolesi in električnimi avtomobili v okviru tedna mobilnosti 2025 v Slovenski Bistrici. Tovrstne dogodke z veseljem podpira športna trgovina Hervis. Danes smo zelo veseli, da lahko gostujemo ulično košarko. Saj Hervis nasplošno podpira šport, zabavo. Hervis veruje v to, da pač lahko se vsi ljudje bavimo s športom in smo res zelo veseli, da se je toliko udeležil, toliko ekip in upam, da še naprej tako je treba. Pri organizaciji je sodelovala tudi avtohiša Lunežnik. Mi smo danes izkoristili čudovito vreme tu v Slovenski Bistrici in podprli ta dogodek. Odličen športni dogodek, turnir ulične košarke Hervis. Prišli smo z našimi avtomobili, znamke, ki jih zastopamo, sta Hyundai in pa Geely. Obe sta zelo inovativni znamki, obe ponujata in bencinske motorje, in električne, dizelske hibride, priključne hibride. In ena zanimiva zadeva se bo danes zgodila, preko tega malega električnega avta se bo metalo na koš za 3, tako da malo promocije okoli vsega tega, pa da seveda malo približamo tudi avtomobilizem, elektromobilno, vse ostalo generacij, ki je tu za nami, ker pač to je naša prihodnost, naša bodočnost in to je to, no. Z veseljem se odzovemo na vsa povabila, ker smo del lokalnega okolja in tudi vračamo nekako v lokalno okolje vse skupaj. In kako sta dogodek doživela tekmovalca? Super je to, ne? 3-3 igramo, pa zdaj mečejo trojke, sicer sem izgubil, ampak ja, super je. Danes sem trener, ne igram zaradi manjše poškodbe, je pa ful fajn, sončno, malo vroče, ampak zelo fajn je gledati, pa fajn je biti tu. V veteranskem centru Brinje je pretekli petek potekalo srečanje članic in članov Združenja borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica. Predsednik Slovenjebistriškega združenja Borut Kruder je v svojem govoru med drugim povedal: Ponosni smo tudi na to, da smo uspeli obnoviti 4 spomenike, od tega 3 na pesmih Pohorju in enega v potoku Oplotnicah, ki so bili do zdaj v kar slabem stanju. Torej, tega nismo naredili sami, ampak preko Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica, ki nam je to pomagal sfinancirati. Ne veseli nas pa to, da že 4. leto teče, ko nam ni uspelo obnoviti muzeja na Osankarici. Torej, partizanska vojska v 4 letih osvobodila celotno Jugoslavijo, postavila nov sistem države, nam pa v 4 letih ni uspelo obnoviti muzeja, spopad ali pa prijateljsko pregovarjanje še vedno teče, tako z Ministrstvom za kulturo kot občino Slovenska Bistrica. To nas žalosti. Pred nami so še dogodki za 1. november, ker se bomo udeležili srečanja, torej spominske slovesnosti padlim borcem v Gradcu, in vas tudi pozivam, da se takrat tega dogodka množično udeležimo. Rad bi vam povedal tudi to, da v bistvu spremljam
tudi radio ognjišče, kjer je v zadnjem intervjuju oziroma dogodku dr. Božo Cerar imel zanimiv razgovor, bivši veleposlanik je zdaj v penziji, kjer je govoril o organizaciji Združenih narodov, kjer je izjavil, da Jugoslavija takrat ni podprla deklaracije o človekovih pravicah in svoboščinah. In seveda je to takoj povezal z povojnimi poboji in temi dogodki, ki so se pač po vojni zgodili. Več o tem dogodku ne bom povedal, povedal vam pa to, da te deklaracije ni podprl, torej so se vzdržali glasovanja 6 držav, kar on je povedal, 6 držav ni jih imenoval. Od tega in zakaj so se vzdržali, tudi ni povedal. Vzdržali so se Južnoafriška republika, zaradi tega, ker so pač zagovarjali takrat njihovo vladavino apartheida. Potem druga, ki je bila Saudska Arabija, ki se je vzdržala tega glasovanja, torej ni podprla deklaracije. Saudska Arabija zaradi svobodne izbire vere so navedli in zaradi pravic žensk, ki jih pač oni kot take ne podpirajo. Ostalih 6 držav je bila Sovjetska zveza, Ukrajina, Čehoslovaška in seveda Jugoslavija, ki so kot razlog navedli te nepodpori, tega vzdrževanja pri glasovanju, premalni poudarek in obsodbo fašizma in nacizma. Torej, izognil se je temu obvestilu in tej formulaciji, ker glavni razlog pa bil poboj in pokop, pietetni pokop teh žrtev. Na srečanju so podelili tudi 6 bronastih plaket Zveze združenj borcev NOB, 2 posebni priznanji praporščakom in 1 srebrno plaketo Zveze združenj borcev NOB. 19. septembra je v prostorih Kluba študentov Slovenska Bistrica potekal dogodek Petkov trip mobilnosti, ki je bil del aktivnosti v sklopu Tedna mobilnosti. Namenjen je bil predvsem mladim in študentom, ki so se lahko na sproščen način seznanili z različnimi oblikami trajnostne mobilnosti. Večer je prinesel preizkušnje, kvize in ustvarjalne izzive. Danes pa imamo nekako razdeljeno na 3 točke. Prva točka je, to verjetno, kar se vsi najbolj veselijo, je preizkušnja simulatorja Eskiroa. Tu se je v bistvu potestiralo samo, kako se upošteva cestni promet, znaki, kakšne napake delajo v samem prometu, bo zraven vodeno in potem tudi pač najboljši, tisti, ki v najboljši odvozu dobi nagrado. Potem druga postaja je nam predvsem študentom znan, pa dijakom Kahoot kviz. Tu gre enako za neka preprosta vprašanja pač o cestnem prometu, pravilih. Na koncu je pa še v bistvu nekako najbolj zanimiva, je pa okrogla miza Bistrica 2030, kjer pa v bistvu bomo z gospodom policajem, redarjem, pa tudi potem študentjem se bo v bistvu sodelovalo z iskanjem idej o trajnosti naše občine, kako bi prispevali iskanju samih idej, rešitev, naprimer pač kaj bi so za nas pomenil Eskiroji, če smo dobrodošli do njih, potem nam bo tudi sam policaj pač predstavil pravila o Eskiroju pa tako. Petkov trip mobilnosti je mladim ponudil priložnost, da so se na zabaven in poučen način spoznali z možnostmi trajnostnega potovanja, obenem pa tudi izrazili svoje ideje o prihodnosti Slovenske Bistrice. Dogodek je znova pokazal, da so mladi pripravljeni sodelovati in so pomemben glas pri oblikovanju vizije kraja za prihodnost. V soboto 20. septembra so v krajevni skupnosti Pragersko Gaj pripravili številne aktivnosti v sklopu 49. krajevnega praznika. Osrednje dogajanje je bilo povezano z dobrodelnim pragerskim piskrom, ki je na otroško igrišče v Gaju že od jutra privabljal številne obiskovalce. Tekmovalne ekipe so se pomerile v kuhanju jedi na žlico, popoldne pa je sledilo pokušanje, podelitev nagrad in zabava za otroke. Ob tej priložnosti je predsednik krajevne skupnosti Rudi Kruh poudaril pomen praznika za kraj in skupnost ter povzel dogajanje, ki ljudi povezuje in krepi sodelovanje med krajani. Ja, krajevna skupnost Pragersko Gaj letos praznuje svoj 49.
rojstni dan ali 49. krajevni praznik. Čez celi september in pa del oktobra se določene prireditve. Ena je to danes, to se pravi osrednja prireditev, kjer se kuha pragerski piskar. Imamo letos rekordno 11 skupin, ki kuha. Zelo pozitivno je pa, da se 9. razred osnovne šole odločil, da kuha svoj piskar in na ta način zbira sredstva za svoje leto. Praznik krajevne skupnosti Pragersko Gaj tako tudi letos prinaša veliko druženja, dobre volje in povezanosti, hkrati pa svojo dobrodelno noto dokazuje, da je moč skupnosti največja, ko se ljudje združijo za skupen cilj. V krajevni skupnosti Črešnjevec so v soboto, 20. septembra, praznovali že 15. krajevni praznik. Pestro dogajanje je znova povezalo krajanke in krajane, ki so se ob tej priložnosti srečali na prireditvah in druženjih, namenjenim tako starejšim kot mlajšim. Bistvo našega programa se že leto in leto se pa izvaja s tem namenom, da vključimo vse starostne skupine v to našo praznovanje, torej od najtamnejših pa do najstarejših. In to nam je ključ. Vključimo športnike, vključimo kulturnike, vključimo osnovno šolo in to se nam zdi najboljši doprinos k samemu kraju, da se na nek način tudi povezovalno povezujemo med sabo in se vidimo in se spoštujemo na nek način in si pomagamo. Praznovanje na Črešnjevcu je tudi ob svoji 15. izvedbi pokazalo, da kraj živi s tradicijo in da praznik združuje generacije. Ob druženju, zabavi in skupnih trenutkih se utrjujejo vezi med krajani, kar daje prazniku posebno vrednost in pomen za prihodnost skupnosti. Preteklo nedeljo so na parkirišču pred Impolom izvedli tradicionalni sejem starodobnikov, delov in opreme, ki so ga obiskali številni radovedneži, pa tudi kupci. Sejem je tako kot vsa leta doslej organiziral Avtomotoklub Klasik Slovenska Bistrica. Pretekli ponedeljek se je končal Evropski teden mobilnosti 2025. Pri projektu v sodelovanju z RIC-em Slovenska Bistrica že vrsto let sodeluje osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec. Letos so uvedli tudi nekaj novosti. Ena je ta, da v bistvu smo poleg pešbusa organizirali tudi bicivlak. To pomeni, da učence poleg tega, da jih spremljamo peš, spremljamo tudi s kolesi. Akcija se vsako leto udeleži zelo veliko učencev, letos tam nekaj več kot 100. Tako da je akcija zelo dobro sprejeta. Glavni namen pa je, da učence spodbujamo, da v šolo v tem tednu pridejo peš ali s kolesom oziroma z neko trajnostno obliko mobilnosti, zato da pač se gibajo in predvsem tudi zato, da skrbimo za okolje. In kako je projekt všeč učenkama 4. razreda? Zakaj hodite v tem tednu mobilnosti? Zakaj ti je to všeč? Zato, ker je zanimivo. Fajn. Koliko časa ste pa hodili zdaj? Že 4 dni, ta 5. Pa boste še naprej v konec tega tedna mobilnosti? Včasih grem. Zakaj je pravzaprav pomemben? A veš zakaj? Pomemben je zato, ker se veliko gibaš, fajn pa je zato, ker si lahko veliko s prijatelji. Pa tudi drugače hodiš veliko peš? Ne, samo ko je pešbus ponavadi. V Slovenski Bistrici so pretekli torek slovesno odprli dograjeni del enote doma dr. Jožeta Potrča Poljčane. Po nadgradnji je v Slovenjebistriškem domu starejših na voljo 200 postelj, kar je skoraj 2-krat več kot doslej. Direktorica doma Eva Novak na prireditvi ni skrivala zadovoljstva. Danes je za stanovalce, zaposleni, svojce in širšo lokalno skupnost srečen in vesel dan. Zaključili smo prvo investicijo v nizu 3, ki bodo dodobra zaznamovali zgodovino našega doma, ki letos prav v tem jesenskem času udeležuje 73 let svojega delovanja. V letu 2022 so se s podpisom pogodbe o sofinanciranju prezidave in nadzidave Bistriškega doma po 70 letih prvič zagotovila investicijska sredstva tudi za naš dom. Vsa leta smo v domu Poljčane vzdrževali objekte in opremo, nabavljali sodobne medicinske in druge pripomočke za delo, tako da lahko s ponosom trdim, da dom še zdaleč ne kaže svojih let.
Spremembo prostorskih normativov pa se je tudi v domu Poljčane pokazala potreba po prenovi in rekonstrukciji objektov, s katero bomo zagotovili bivalni standard 20 postelj na enkrat dele. V tem letu smo s pomočjo evropskih sredstev začeli z gradnjo manjšega, a za občino Majšperk še kako pomembnega objekta, dom starejših, oziroma zdaj že lahko rečemo Zavoda za dolgotrajno oskrbo, v katerem bo prostor za 48 uporabnikov in nekatere druge dejavnosti. Poimenovali smo ga Center integrirane dolgotrajne oskrbe ali na kratko CIDO Majšperk. Kot sem povedala uvodoma, je za nas danes vesel dan. Zato vas ne bom utrujala s podrobnejšimi tehničnimi podatki in številkami o vrednostih naštetih investicij. Povem lahko, da skupaj znašajo skoraj 16 milijonov evrov. Župan dr. Ivan Žagar je poudaril, da z domom dobro sodelujejo. Ob tej osnovni vsebini skupaj peljemo tudi program pomoči na domu, ob tem, da so imeli en projekt Dom doma, katerega sem jaz vedno razumel kot predhodnico dolgotrajne oskrbe. Mi smo ga poskušali tudi potem nekaj časa zdrževati. Žal se je prej iztekel, ko je prihajalo do dolgotrajne oskrbe, pa je se ravno, da bodo tudi te stvari zdaj seveda stekle tako, kot bi bilo dejansko tudi potrebno. Tako da bi jaz ob tej priložnosti res še enkrat zahvalil vsem, ki ste poskrbeli za to, da smo priča tej današnji nadgradnji tukaj. Še enkrat seveda vsem, ki tukaj delate, da še naprej uspešno peljete to vaše delo, ki ni samo delo, to je nekaj bistveno več, in zato vam res gre priznanje in dvomim, da boste to peljali tudi v prihodnje. Ker pa sem rekel, da sem Slovenske Bistrice, bi pa lahko eno stvar poudaril. Zdaj, gospa direktorica je zelo jasno povedala, da se dom ekspandira in tudi po lokacijah ekspandira. Mi se že kar nekaj časa prizadevamo, da se ta enota tu osamosvoji in jaz mislim, in to vam bomo tudi predali napisane, ker utemeljujemo to našo potrebo po osamosvojitvi doma, da je zdaj pravzaprav ta priložnost tukaj. Dom je torej prerastel neko osnovno dimenzijo. Mislim, da bi se potem tudi kasneje, seveda predvsem sredinskega vidika, bistveno lažje, bistveno bolj razvijal, posebej še zdaj, ker je, govorim se o naše enote, posebej še zdaj, ker dom prihaja še celo na 1/3 enote in stvari postajajo zelo velike in so lahko malo težje obvladljive. Mi bomo pa seveda tudi Bistrici te stvari znali obvladati. Nadgradnjo doma je financirala država, medtem ko je občina Slovenska Bistrica prispevala sredstva za obnovo fasade in balkonov. Več kot 6 milijonov je država iz proračuna dala za prenovo tega doma, s tem omogočila 70 dodatnih mest za stanovalke in stanovalce. Pomemben korak, kot rečeno, eden izmed tistih delčkov vsega, kar se dogaja po državi, ko smo na nek način tudi že pod prejšnjo vlado, da tako rečem, končno prepoznali, kakšna je velika naloga in potreba je, da to naše bogatstvo domov za starejše obnavljamo, gradimo in to mrežo delamo še bolj trdno kot je. Smo v nekih prelomnih časih za socialno varstvo, za oskrbo starejših. Veste, da v zadnjih 3 letih je bil pripravljen in intenzivno izvajan zakon o dolgotrajni oskrbi, ki prinaša velike spremembe, ki že v tem trenutku prinaša velike spremembe. Ta prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki ga vsi že plačujete, upam, z večjim ali manjšim veseljem, ampak mislim, da veselje je lahko kar upravičeno. V tem trenutku že omogoča to, da se oskrbnine v domovih in pomoč na domu ne dražita. V tem trenutku vaši prispevki za dolgotrajno oskrbo že omogočajo, da so oskrbnine in stroški pomoči na domu manjši, kot bi bili sicer, kar veliko sredstev za to gre. Konec tega leta, decembra, pa pride ta velik korak, ko bomo pravzaprav začeli uresničevati, ko se začne uresničevati določilo zakona, da cena za bivanje v domu za starejše, če gledamo standardno dvoposteljno sobo, ne sme presegati 780 evrov. To pomeni, nihče ne bo več
kar se tiče standarda, seveda, če bi to neka enoposteljna ali pa bolj luksuzna soba, bo tukaj cena lahko višja, ampak ta 780 € je kapica, ki jo je zakon postavil, ne glede na to, kateri stopni, kateri kategoriji oskrbe boste v katero boste uvrščeni. V kulturnem programu sta nastopila vokalna skupina Vivere in pevski zbor Doma starejših. Rastejo v strmi gori, bele planike tri, zanje vedo leoli, rosa umivaji. Šel bom goro planike nabral in jih prinesel v dolino nazaj. Tri bele zvezde, troje oči, vsaka za lep spomin. Prvo prinesem mami, Sara ji dlan drhti, drugo sestrici mladi, jutri se omoži. Šel bom goro planike nabral in jih prinesel v dolino nazaj. Tri bele zvezde, troje oči, vsaka za lep spomin. Tretjo prinesem tebi, čuvaj mi jo skrbno, naj te spominja name, če me kdaj več ne bo. Šel bom goro planike nabral in jih prinesel v dolino nazaj. Tri bele zvezde, troje oči, vsaka za lep spomin. V prostorih Graslovega stolpa so v torek 23. septembra otvorili razstavo umetnice Hane Nekrep Kalček srca. Osrednji motiv razstave je kalček, simbol krhkosti in hkrati neuničljivosti, ki ponazarja človeško sposobnost preživetja po izgubi ter željo po ustvarjanju in življenju. Predstavljam 3 obdobja, ki grejo od začetka dela s tušem v Inktoberu, potem, to je v jeseni, potem skozi zimo, kjer vidimo predvsem, kaj dela kurent po zimi, kot en tak poseben etnološki slovenski lik. In v zgornjem nadstropju gremo v pomlad, poletje, ko vse cveti, ko je narava, ker se res vedno bolj zavedam, sploh potem, ko sem toliko let v tujini in v velikih mestih živela, kako je to pomembno. In hkrati ta pravličnost, mislim, da vsa moja dela povezuje ena taka ljubezen in pravličnost, ker se zavedamo, koliko je težek svet in življenje se tudi skriva v delih, melanholija, ampak predvsem je veselje in ljubezen. Razstava bo v Graslovem stolpu na ogled do 30. oktobra. Obiskovalci bodo v tem času lahko pobliže spoznali ustvarjalnost Hane Nekrep in njen pogled na umetnost. V okviru Evropskega tedna mobilnosti je v sredo 24. septembra potekal še zadnji dogodek z naslovom Varno po domačih poteh. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je povabil občane, da se jim pridružijo pri razmišljanju o varnejših poteh, izboljšanju prometne varnosti in spoznavanju trajnostne mobilnosti v lokalnem okolju. Današnji dogodek je organiziran v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Namen dogodka pa je, da skupaj z našimi občani premislimo o tem, kako se varno gibljamo po Slovenski Bistrici oziroma kakšne so naše želje za prihodnost. Zdaj v prvi fazi bomo predstavili celovito prometno strategijo za občino Slovenska Bistrica, ki pa ni samo zdaj dokument na papirju, ampak daje prav neke usmeritve glede tega, kaj se bo delalo na področju prometa in na področju cest. Zdaj naslednjo pa bo predstavo potem novosti iz prometnega vidika, se pravi tiste ključne novosti, ki jih moramo poznati vsi, ne glede na to, ali smo vozniki, ali smo pešci ali kolesarji.
No, na koncu pa se bomo še popeljali z avtomobilom Metuljček po mestu Slovenska Bistrica z izkušenim inštruktorjem, ki bo nas opozoril na najpogostejše napake, ki jih delamo. Prav posebej pa se bomo posvetili krožnim križiščem. V Bistricah imamo veliko in lahko rečem, da še kar nekaterim delajo težave. No, vesela sem, da se je danes udeležilo toliko ljudi tega dogodka, ker pravzaprav različnih starosti in skupaj bomo torej premislili o tem, kakšna je prometna varnost zdaj in kaj lahko pričakujemo v prihodnje. Na Ljudski univerzi v Slovenski Bistrici je v sredo 24. septembra potekal interaktivni dogodek Mediji ali algoritmi, novinarstvo, demokracija in duševno zdravje. Dogodek je odprl pomembna vprašanja o vplivu medijev in družbenih omrežij, pa tudi o splošni medijski pismenosti. Eno zavedanje je pravzaprav pri nas, ki delamo z odraslimi, se pojavilo. Mi bi odrasle radi naučili zdravega načina življenja, pa da bodo opolnomočeni, pa da se bodo znašli, pa da bodo finančno pismeni, pa okoljsko zavedni. Ampak vse to je povezano s tem, da imamo prave informacije, da vemo, kaj je ta trenutek tisto, kar nam služi, kar pije vodo, kar je res, kar ni samo govorica ali pa lažna novica ali pa dezinformacija. In tu nekako potem človek pride do tega spoznanja, da je medijska pismenost en tak temelj oziroma ena tista osnova, na kateri gradiš. Šele ko si medijsko pismen, ko poznaš ta medijski prostor, ko veš, kako mediji delujejo, ko veš, kako informacije prihajajo v ta tvoj krog in potem naslednja faza, kako ti s temi manipulacijami upravljaš, kako te informacije sprožijo nek čustven odziv pri tebi, takrat se potem krepi zavedanje o pomenu medijske pismenosti. Med razpravo je bilo posebej izpostavljeno, kako pomembno vlogo pri oblikovanju medijske prihodnosti imajo mlajše generacije. Časoris, spletni časopis za otroke skupaj z ISA inštitutom in s podporo Ministrstva za kulturo izvaja neko preizpraševanje v lokalnih skupnosti, 5 lokalnih skupnosti v Sloveniji, kaj nam pomenijo mediji, kaj spremljamo, kako se ob tem počutimo. Torej, zanima nas, ali imamo nove generacije in obstoječe generacije uporabnikov verodostojnih medijev, tisti, ki nam prinašajo informacije, verodostojne informacije, s pomočjo katerih se lahko odločamo o pomembnih stvareh v lokalni skupnosti in predvsem nas zanima, kaj bi želeli imeti v medijih, torej vaši osnovnošolci, kot smo jih spoznali danes, in odrasli. Dogodek je ponudil priložnost za odprto razpravo in izmenjavo pogledov, udeleženci pa so ob koncu poudarili pomen kritičnega odnosa do medijev in odgovorne rabe družbenih omrežij. Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je preteklo sredo sešel na svoji 18. redni seji. Svetniki so se uvodoma seznanili s polletno realizacijo občinskega proračuna za leto 2025 in potrdili spremembo odloka letošnjega proračuna. Sprejeli so odlok o spremembi odloka o preimenovanju novih ulic ter preimenovanju dela ulic v Slovenski Bistrici. Sprejeli so tudi sklep o vzpostavitvi nove podružnice lekarne Slovenska Bistrica na Pragerskem. Občinski svet je v nadaljevanju seje med drugim sprejel nekaj pravilnikov, in sicer o sofinanciranju obnove fasad, izvajanju videonadzora in o štipendiranju študentov v občini. Svetniki so se seznanili tudi s pobudo za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za obrtno, proizvodno in storitveno zazidavo Cigonca. Sprejeli so tudi poročilo o realizaciji akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v občini za leto 2024. Prav tako je občinski svet potrdil investicijske programe za ureditev avtobusnega postajališča s parkiriščem v Slovenski Bistrici, za sanacijo plazu na lokalni cesti Laporje-Hošnica in za novo gradnjo vrtca na Šmartnem na Pohorju. Ob koncu seje so svetniki imenovali še člane sveta zavoda lekarne Slovenska Bistrica. V okviru 11. športnega vikenda, ki ga v sodelovanju z RTC Trije kralji pripravila Športna zveza občine Slovenska Bistrica, so v nedeljo izvedli še drugi kolesarski skok na Tri kralje. Več o dogodku nam je povedal Aleš Juhart, organizator prireditve. Seveda smo kar po lanskem kolesarskem skoku pričeli z aktivnostmi že za naslednjega, se pravi tega, ki se odvija v letošnjem letu.
Predvsem bom rekel, da smo veliko moči uperili na to, da smo uspeli pridobiti tudi na nek način fundacijo Tadeja Pogačarja. Letos imamo torej zraven še otroško dirko v dolžini 300 metrov revijalno, da otrokom predstavimo kolesarjenje, da jim predstavimo dogodke, predvsem da jih na nek način spodbudimo k športanju. In odločili smo se v društvu, da bomo polovico štartnine, ki jo bomo pobrali na dirki iz Slovenske Bistrice do Treh kraljev, podarili torej Tadejevi fundaciji, ker vemo, da delajo dobro in da delajo res za tiste, ki pomoč potrebujejo. Kakšne pa imate mogoče že plane za drugo leto? Ja, na vsak način. Jaz mislim, da bo tale prireditev ostala kar tradicionalna. Moram reči, da se nam je letos skoraj podvojilo število tekmovalcev, tistih v predprijavi, veliko se jih prijavlja še danes tukaj. Tako da jaz upam, da pridemo nekje do številke med 150 in 200 kolesarji, kar pa je, bom rekel, za tako prireditev že zelo lepa številka. Nastopilo je okoli 180 kolesark in kolesarjev, najhitrejši pa je bil Mitja Dovnik, ki je z nami spregovoril o svoji zmagi. Nisem verjel, da bom lahko šel absolutno zmago in rekord, ker včeraj sem imel še eno tekmo na Krebar na Starmorebar. Tam je tudi bila absolutna zmaga in novi rekord proge. Kako si se pa letos pripravljal? Si lani tudi bil mogoče že na tem sponu na Tri kralje? Ja, lani sem bil, ampak lani zaradi bolezni ni šlo. Letos pa sem rešil pripravljen, potreniral sem čez zimo. Vse zasluge pa grejo mojemu trenerju, ko je tudi oče.